Danes se v prebranih celicah podimo za zaljubljenimi pesmimi. Romeo in Julija iz sosedne ulice je nekaj prečudovitega za najstniško dušo. No, pa tudi za Juševo, ki je to knjigo bral z Mašo. Vsi poznamo Shakespearejevo dramo Romeo in Julija, ki se dogaja v 12. stoletju v italijanski Veroni. Avtor Vinko Möderndorfer pa je zgodbo njune tragične ljubezni prenesel v današnji čas. Maša, živja, se ti zdi, da ljubezen ne glede na čas, a smo v 12. stoletju ali danes, ostaja enaka? Ja, samo na drugačne načine se spoznavamo. Aha, na kakšne načine? Naprimer, lahko se v šoli, starejši se pa tudi po neki aplikaciji na telefonu. Ja, to je zelo dobro. Povej mi, s katero pesmijo iz tele zbirke si se ti najbolj poistovetil? Kaj te briga? Kaj te briga? Ja, to je naslov pesmi, ja, seveda. Zakaj ti je bila ta najbolj všeč? Ker v bistvu v ljubezni ti je važno samo to, da gledaš lepo, ne pa na drugo pa vse pozabiš. Ja, vse ti gre ostalo po glavi, kar v nek tak kotiček in zapakiraš in gre stran. V tej zbirki so tudi ilustrirane pesmi, zelo so zanimive, vsaj meni. Kakšne so se pa zdele tebi? Na izgled so lepe, samo meni se zdi, se jih pretežko prebere malo. Včasih je mečkam težko. Jaz sem natreniral eno in sicer ima naslov Ladja. Poslušaj. To je ladja. Bela ladja z belimi jadri. Na njej sta Julija in Romeo, ki na sanjah plujeta v prihodnost. Kdo ve, kaj jo čaka jutri in kaj pušča bela ladja na svoji morski poti. Kako ti je bila všeč? Lepa. No, avtor Vinko Möderndorfer pravi, da obožuje poezijo, vsak dan prebere eno pesem. Me pa zanima, zakaj ste se odločili za tak način pripovedovanja, za ilustrirane pesmi? Jaz imam zelo rad poezijo in ne mine dan, da ne bi prebral kakšne pesmi, kakšnega slovenskega ali pa drugega pesnika. Hkrati sem pa s to knjigo, ko sem sestavljal to knjigo, hotel mladim bralcem, se pravi vam, pokazati, kaj vse je lahko poezija. Zato so tudi v tej knjigi zbrane različne poezije, tudi vizualna poezija. Poezija je pravzaprav vse. Vse, kar mlad pesnik iskreno reče, da je poezija, to je poezija. Poezija je lahko ena sama beseda, poezija je lahko risbica in ena beseda zraven, ali pa tri besede, ali pa poezija ni samo sonet, pa balada, pa poezija je pravzaprav vse, kar mlad človek čuti kot poezijo. Mladost je ena sama poezija. Ja, kako lepo se strinjam. Takele pesmi meni zelo pridejo prav. Včasih so v uteho, te pesmi o zaljubljenosti, o najstništvu in tako naprej. Kako pa ti prebrodiš kakšno stisko, težavico? Napišem si v en zvezek in potem zmeri, kakšna prijateljica pride k meni, skrijem, da ne bi našla. Hvala lepa, Maša. Rok, mene pa zanima, a tudi ti pišeš kakšno poezijo zase ali pa za javnost? Ja, Juš, moram priznati, da tu in tam kakšno napišem, ni še Bog ve kaj, ampak mogoče pa bo nekoč išla ena zbirka. No, zdaj pa mi prisluhnimo vprašanju. Pesniška zbirka opisuje težave in zaplete sodobnih Romeov in Julij. Kakšna je po Mašinem mnenju razlika med spoznavanjem mladih danes in v 12. stoletju? A. Razlik ni. B. Danes se spoznavamo tudi v šolah, takrat pa šol še ni bilo. C. Danes se spoznavamo tudi po mobilnih aplikacijah. Ali D. Danes se spoznavamo tudi po spletu in telefonu. Aha, vijoličasti menite, da je to odgovor B, rumeni pa C. Vijoličasti ste semle tudi stavili Brihtolina. Maša pove, da se danes spoznavamo v šolah, starejši pa tudi po aplikacijah na telefonu. Pravilen je odgovor C, saj v 12. stoletju še niso poznali aplikacij na mobilnih napravah.